Lep pozdrav, banda, med rožami, končno ne samo metaforično, ampak tudi sicer toplo je, vse cveti, vse je romantično in zapeljivo. In mi lahko spet hodimo ven in se objemamo in se poljubljamo in vse, kar spada zraven. Jaz sem Katja, to je Rožnata dolina, je podcast in če se nanj naročite, bo priletel v vašo pošto vsaka 2 tedna. Tema današnje epizode je v duhu ptičkov in rožic in hormonov in prebujanja in romantike. In zakaj sem se odločila za njo? Ker je konstantno prisotna. Včasih več, včasih manj, ampak tudi, če nismo imeli še svoje izkušnje, smo jo slišali ali od soseda, ali od prijatelja, od prijateljice. Spodbudilo pa jo je to, in sploh ne bom lagala, da sem si prejšnji teden spet naredila Tinder. Bog pomagaj, sprašujem se, zakaj, ker v bistvu sploh ne verjamem, da bi karkoli se zgodilo, da bi karkoli odkrila ali pa našla. Ampak me vseeno zanese tja. Potem seveda odpreš ta Tinder in greš skozi vse podstopke in se potem to tvoje potovanje v čudežno deželo začne. Ampak na kaj vse sem naletela in na kaj vse ste naleteli vi, ki ste mi delili milijon zgodbic in izkušenj, o tem bomo kasneje. Skratka, Tinder ne verjamem in niti v ostale aplikacije za zmenkarije in vem, da nisem edina, ker tisti parčki, ki so se spoznali na Tinderju, to informacijo raje prišparajo ali pa jo povejo z nižjo glasovno jakostjo. Velikokrat slišim, pa jaz se ne boš spet Tinderja naredila, dej, sej veš, kaj je tam gor, ne si delati sramote in podobne variante. Če na aplikaciji vidiš znanca, simpatijo ali pa sodelavce, je itak bruka, kakorkoli. Čeprav imamo za čez Tinder povedati milijon slabih stvari, izkušenj in prigod in vanj ne polagamo nekih upov, je aplikacija še vedno na naših ekranih. Po podatkih študije na Univerzi Stanford iz leta 2017 se je približno 40% heteroseksualnih in 60% homoseksualnih parov v ZDA spoznalo na spletu, kar kaže na to, da je splet najpopularnejši kraj za se spoznati. Več kot polovica uporabnikov Tindra je stara med 18 in 25. Torej je jasno, da to že dolgo niso več geeki in stari perverzneži v temnih sobicah, ampak smo to mi in da ga tudi mi uporabljamo. In glede na to, da je za Tinderjem najuspešnejše leto doslej, me zanima, kako se sploh na tej aplikaciji obnašamo. Kako je narejena, kako so narejeni njeni algoritmi, nam pomaga in briše meje nekih klasičnih binarnih odnosov ali hrani našo nesposobnost žive komunikacije. Nas je sram Tinderja, s kakšnimi fotkami se promoviramo in kaj to pove o nas. Kateri so najbolj cringe pick-up line, kako se profili Slovenk in Slovencev razlikujejo od ostalih držav, zakaj sploh rabimo aplikacijo za zmenke, zakaj se nam ta stari posmehujejo, ker se ne moremo sporazumeti na plesišču ali v parku, kako se zaradi njih spreminjajo naši odnosi in še. Vprašanj ne bo zmanjkalo, odgovorov pa še manj. Ker ob meni sedi punca, ki se z njimi ukvarja že 4 leta? 3 pa še neki. 3 pa še neki. Ana Marija Šiša, doktorska študentka medijskih študij na FDV-ju, oziroma doktorica Tinder, bi ti lahko rekli. Dobrodošla med rožicami. Najlepša hvala za vabilo. Res me veseli, da sem tukaj s tabo. Super, the best. Kako se počutiš? Evo, super, imam škoda, da je deževno odzuni, ampak ne glede na to, dober dan. Povej nam, Šiša, malo o sebi, s čim se ukvarjaš, kako te sploh to zanima. Zakaj te to fascinira v življenju? Pa tako že v bistvu nekaj časa me zanimajo intimna razmerja, zgodovina zmenkarjenja, razmenkovanja, kakorkoli želiš. Sem na to temo tudi delala magistrsko nalogo in sicer, ko sem študirala sociologijo kulture na Filofaksu, sem pisala o politični ekonomiji dejtanja. Potem, ko sem dobila pač to priložnost, da grem delati na FDV kot mlada raziskovalka, na medijskih študijah, sem nekako to malo naredila en spin in se odločila v bistvu, da bom še naprej se s tem ukvarjala. Ta tema pa me je začela v bistvu zanimati zaradi tega, ker sem ful želela razumeti,
zakaj neenakosti med spoloma, zakaj obstajajo, kako se manifestirajo v tej najbolj intimni sferi, v torej partnerskih odnosih in tako se je nekako začelo. Želela sem razumeti pač vsa svoja razmerja, vsa razmerja okrog sebe in potem je tako nekako se začela ta zgodba. Kaj pa bi rekla, da te najbolj intrigira, kaj se te najbolj dotakne pri aplikacijah za zmenke? Pa tisto, kar mene najbolj zanima, je v bistvu odnos uporabnikov in uporabnic s tehnologijo. Pač zaradi tega, ker me tudi neke druge teme, kot recimo seksualno zanimajo in potem tudi pač nasplošno pač naša seksualnost in naša povezanost, torej seksualnost, tehnologija, raba pač tehnologije v intimnem življenju nasploh. Tako da to je to, kar me intrigira. Ok, super. Greva zdaj skozi to digitalno popotovanje skupaj, če si za. Absolutno. Začne se z ustvarjanjem profila. Torej, jaz to razumem kot kako boš sebe najbolje spromoviral tam gor. Zbereš kaj okoljenih 5 slikic, ki prezentirajo tvojo bit. Zdaj, kako si ti, opaziš kakšne trende že pri samih fotkah, kaj se pojavlja, kaj največ objavljamo? Torej, to, o čem bom zdaj govorila, pač te izkušnje, ki jih imam jaz seveda zaradi tega, ker sem aktivno brskala po Tinderju, ampak tudi zaradi tega, ker sem se v bistvu pogovarjala z uporabniki in uporabnicami, tako da bom tudi malo delila pač njihove izkušnje in tisto, kar sem izvedla iz njihovih izkušenj, je, da vsi oziroma večina si želi nekako čim bolj avtentično prikazati sebe, tako da se vsi trudijo, da bi nekako prikazali realno sliko, ampak najboljšo možno realno sliko o sebi predstaviti in jim je to recimo taka ena pomembna stvar. Druga stvar je pa ta, da vse ne glede na to pa mora izgledati tako, da se pač ne trudijo preveč, ker kot si preomenila je pač na samem začetku vse je ta nek sram, da ti to obstaja nek sram, da uporabljaš Tinder in potem je tudi to fakt, da ne bom izpadla ali spadla pač desperate, vse moram malo play it cool. Ja, ker imam eno frendico, ker je tako kar zvesta dolgoletna uporabnica Tindra in so se zadnjič pogovarjali, mi je prav rekla tako, prva fotka z make-upom, da si huda tudi sebi. Ena z družbo, da vidijo, da nisi creeper ali čudak, pol ena ali z otrokom ali z živaljo, da neka tvoja sentimentalnost pride ven. In potem, kaj je bilo še? Mogoče še kako potovanje pride, da tako si razgledana in potuješ in nisi skozi doma in to. Ja, avanturistka, ne? Ja. Pol pa še ena, mislim, da je bila tako neka unikatna, da si malo drugačna, neka taka sama, ampak neka zanimiva fotka, ne vem, no, ampak... Ja, ljudje se ponavadi želijo tako predstaviti sebe v različnih situacijah, tako da te red flagi, ki jih imajo potem uporabnice večinoma, so tako preveč selfijev, ne pride v poštev, to je tako nekaj sumnjivega, ta nima frendov ali frendic, ki bi ga lahko fotkali, pa take stvari. Sem pa tudi se pogovarjala z enim fantom, ki pa je ko si je ustvaril profil, je šel s svojo frendico pač na izlet in pol sta imela fotoshooting, zaradi tega, ker se ona ukvarja s fotografijo in on je prav namensko v bistvu naredil fotoshooting, ne sam sicer za Tinder, ampak za vsa družbena omrežja, da pač ima te fotke na lagerju, da lahko na vsake tok uploada, mislim, da je rekel, da ima tako 200 fotk ali nekaj tazga. Ker sem pa tudi, ko sem prebirala članke o Tinderu, sem opazila, da obstaja tudi poklic, ko v bistvu plačaš ti osebi, da ti zrihta profil, da ti zrihta fotke. A to je res? Si slišala kaj o tem? Fakt ne vem, nisem slišala, sam verjamem, da obstaja tudi to, ja, seveda. Ni poceni. Ni poceni. Dobro, naslednji korak je tvoj mini opis. Torej, imaš nekaj prostora za napisati nekaj, kar bo pritegnilo tvoje plenilce. Včeraj sem malo swipala, ko sem gledala profile,
vedno več ljudi sem opazila, da ima napisano, da so cepljeni, pa višino teže, ampak bom zdaj šla kar pogledati, ker sem si shranila par opisov. Ljubitelj gora in neraziskanih kotičkov naše dežele. Alergičen na nepravilno rabo S in Z. Drugi primer. Čau, imaš sekundo za pogovor o našem kralju in odrešeniku Jezusu Kristusu. 3. Ride with me in Lamborghini. Naprej, vezan, a žal redko zadovoljen, zato iščem diskretno punco za popestritev spolnega življenja. Če klikneva, sem zainteresiran tudi za redna srečanja, ne samo za one night stand. Visok 190, športne postave, simpatičen. I want to do with you what spring does with the cherry trees. Ta je bila dobra. Cene so šle toliko gor, da te namesto na kavo direktno povabim na seks. In potem še zadnji primer. Girls in the picture are my nieces. Vaccinated. Sej po mojem si lahko razočarana, sam ne moreš jim zameriti, da so iskreni, ne? In direkt povejo, veš, s čim se ukvarjaš, da s čim imaš posla. To pa res, ne? To pa nisem pomislila, v bistvu sem šla tako v neko obsojanje. Ja. Kaj nam povejo te opisi, mogoče v smislu, kako se prezentiramo, če je kakšna razlika glede na spol, kako se prezentira, in kako se prezentiramo kot Slovenci in Slovenke v primerjavi z ostalimi? To, kar si zdaj prebrala, so v bistvu ful elaborirani opisi in ponavadi pač te opisi tudi, če te ne odvrnejo takoj na prvo, so kar učinkoviti, zaradi tega, ker v bistvu Res? Ja, v bistvu služijo kot neka podlaga za začetek pogovora. Zaradi tega, ker če ni tega opisa, veliko uporabnikov in uporabnik ker swipa v levo, ker so drugač na voljo, a ne pač te neki enolinerji, torej hej, kako si in ful je teže v bistvu začeti pogovor, če ni neke podlage, tako da možno, da je tisto o Jezusu bilo ful cinično, pa v bistvu tudi nek, a veš, kdo bo dojel, pač a se bo kera pač prijela in začela pogovor, možno, da je bilo čist res, ampak to tudi ne pomeni, da če nama ni cool se pogovarjati o Jezusu, da neki drugi punci ni nujno. Tako da v bistvu služijo temu, hkrati, da se predstaviš, da nekako zaintrigiraš tisto osebo, ki je na drugi strani in da v bistvu lažje začneš pogovor. Ker se vedno na neko to stvar druga oseba referira in napiše nekaj drugega, kar ni hej, kako si. Pol, kaj je bolj kreativen, bolj drugačen kot si, boljše je, ali kaj? Ja, tako se je izkazalo. Mislim, v teh pogovorih, ki sem jih imela z uporabniki in uporabnicami, je vedno bilo tako, meni je ful pomagalo, ko sem si nekaj dala v opis, zaradi tega, ker so se mi pol ljudje javili z bolj zanimivimi pick-up line, kot sem pač bila do takrat recimo navajen. Tako da to se mi zdi, da je taka ena stvar, da tudi v redu, če se ljudje malo sprostijo, čeprav, kot sem videla včeraj na tvojem Instagramu, obstajajo najrazličnejše neumni pick-up line in te začetki pogovora, ampak ja, zdi se mi, da bolj sproščen kot si upaš malo se hecati, da je tudi lažje potem začeti pogovor. Če se ne jemlješ tako ful resno, če Tinder ne jemlješ ful preveč resno, zdi se mi, da je to potem lažje ga uporabljati in handlati vse skupaj. Ojoj, mogoče jaz ga jemljem preveč resno, ker sem cel podcast temu posvetila. Zdaj te bomo. Zdaj pa, ker si omenila pick-up line, mislim, da jih bom kar šla prebrati. Super, hvala vsem, ki ste sodelovali, ker ste bili res izvirni. Tok si sladek, da te bi popil sok. Ti ne rabiš izpita, da me zapelješ. Če je lahko burek sa sirom, a sem lahko jaz s tabo. Ti, moja termokamera pravi, da si prevroča. Še dobro, da sem gasilec. Ta.
Če bi bila tvoja leva noga Božič in desna novo leto, bi te rad srečal med prazniki. Mjav, mjav, miška, tukaj sirček, bi me kaj ugriznila. Ti si veterinarka? Moj pes ima smrtno bolezen. Wow. Kaj imamo še? A imaš rada vodo? Torej imaš rada 70% mene. Sej vem, da nismo nogavici, ampak lahko bi bila par. Hej, če se zdaj lahko vrneva, mogoče na ta razmerja med spoloma. Če sem prav razumela iz teh pick-up lineov, ki si jih zdaj prebrala, so jih večinoma napisali moški. Ja. Če se ne motim, ja. In to se mi zdi, da je pač posledica tega, da večina, ne bom zdaj to generalizirala, ampak kakor sem se pogovarjala in kakor sem pač potem brala še neke druge članke, še vedno obstaja ta seksualni skript, recimo temu, to je ta scenarij, kjer torej moški so tisti, ki naredijo prvi korak v tej igri zapeljevanja oziroma zmenkovanja in se pričakuje od moških in moški pač pričakujejo in ženske pričakujejo, da bodo pač moški tisti, ki bodo naredili prvi korak. Na Tinderju pa in sam Tinder je oblikovan kot neka igrica in tudi zapeljevanje in zmenkanje ima dolgo zgodovino v bistvu tega, da deluje kot neka igra, ker ne govorimo zdaj o resnih zvezah, pač intimnih razmerjih, ampak sam ta proces iskanja in povezovanja pač funkcionira kot neka igra. In moški seveda so tisti, ki iščejo svoj plen, kar si tudi na začetku pač omenila te plenilce, pa mi je bilo tako, se mi je zdelo zanimivo, zaradi tega, ker sem se tudi sama hotela referirati na to, medtem ko so ženske tiste, ki so v tem razmerju pasivne. In zdaj to izhaja iz pač tega, da moški so tisti, ki so torej aktivni, ki iščejo, ženske pa čakajo, da jih kdo najde, da jih kdo zapelje. Seveda se te pač vzorci spreminjajo, ampak kakor sem se jaz pogovarjala, še vedno to nekako drži. Ne? Hkrati ženske si mislijo, okay, če bom jaz zdaj tle preveč aktivna, če si bom preveč upala, čeprav ene si in jaz to recimo ful spoštujem, pač bo izpadlo, kot da sem lahka, da se preveč trudim, da pač pošiljam neko napačno sporočilo, mogoče bom s tem tudi odvrnila koga, ker bom mislil, ta pa je preveč si upa. Ampak glede tega je Tinder mogoče kar malo zastarel. Tudi pri izbiri spola si lahko ali moški ali ženska. Ne, pri izbiri spolne identitete lahko izbiraš med več kategorij, ampak lahko iščeš torej partnerja ali partnerico, lahko izbiraš med moškimi ali ženskami ali vsemi. Torej, in zdaj to je problematično, ker jaz ne vem, torej ti si izbereš na začetku tam en spol, ampak potem kako aplikacija potem razvršča uporabnike in uporabnice naprej. To je neka stvar, ki pač ne moreš vedeti, zaradi tega, ker v sam program nažalost ne moreš pogledati. Ja. Sam je pa tle mogoče malo bolj Bumble napreden, ne? Kar se tega tiče. Mogoče, da poskuša žensko spodbuditi, da bi naredila prvi korak. Ja, seveda, zaradi tega, ker Bumble torej deluje na tak način, da je ženska tista, ko pride do meča, je ženska tista, ki se mora prva javiti in ima 24 ur, da se javi, če se ne javi v teh 24 urah, potem se meč zbriše. So pa potem mi povedali pač uporabniki in uporabnice, da ponavadi pač ženske napišejo hej. Kar je tako. Mislim, a veš, pole, tako da se nič ni zgodilo. Hej, okej. Mi smo spet na začetku, a ne? Ti sam pač baciš žogico in boš čakaš, da se nekaj zgodi. Evo, javila sem se. Doznala sem, da je moja termalna kamera je zaznala, da si vroč, sem gasilka, ki takega bi se dela. Ne, ali pa tista, veš koliko, to sem dobila enih trikrat, veš koliko je težek polarni medved?
Ne vem, si ne predstavljam. To sem dobila napisano in potem jaz tako napišem, ne, koliko, dovolj, da prebije led. Hude, sej ne vem, kaj naj rečem. Ja, mogoče... Nisem še dobila takih. Ok. Ampak tako, omenila si, ne vem, imaš 24 ur časa, preden se izteče tvoja ponudba, fotke in v bistvu tudi swipe, levo in desno. Pri swipu se še nisva ustavili, ne? To je tista ključni adut Tinderja. Ja, torej enkrat, ko si ustvariš račun, ko pač uploadaš vse fotke, ko napišeš o sebi to, kar se ti zdi najbolj zanimivo, ko dodaš vse interese, ki jih imaš, ker je tam več opcij, moraš iti swipati. Če hočeš se povezati z neko drugo osebo, če hočeš vzpostaviti nek kontakt, mora priti do meča, ta link, ki torej povezuje tvoj profil z drugimi, je v bistvu ta sistem, mehanizem, funkcija drsenja po ekranu oziroma swipa. Ideja je, da hitro izbiraš med ja ali ne, torej, a ti je ta oseba všeč ali ti ni všeč, in pol so dodali naknadno še ta super like, torej, da ti je ful všeč, če hočeš, da ta oseba, da ji prideš ti na vrh tega deka kart, pol daš super like, ker to pomeni, da se ji boš prej pokazal te osebi. Ampak kot si prej omenila, da je vse skupaj kot ena igrica, ne, tudi s tem super lajkom in bolj, če doplačaš, itak imaš več možnosti in več šans dobiti boljše meče. Zanimivo se mi zdi to, da, kar opažam pri sebi in tudi pri svojih prijateljicah in prijateljih, da v bistvu je dostikrat samo cilj to swipanje. In to gledanje, kaj je na sceni, kaj je med ponudbo, kaj je na trgu, v bistvu, ker itak je vse skupaj, ko je na shopping center in pomerjanje oblek. Ampak tako ne vem, gledaš eno serijo in z levo roko malo swipaš, pol se smejiš, pa bereš te opise, pa tako samo da vidimo, če mi bo tam mečal nazaj, če me ne bo. V bistvu je cilj uporabe aplikacija sama, ali? Seveda. Torej, isto kot cilj vsake druge aplikacije, ki jih imamo na mobilnih telefonih, cilj je aktivna uporaba. Tako je tudi cilj, recimo v tem konkretnem primeru Tinderja, aktivna uporaba, torej da so uporabniki in uporabnice čim dlje časa gor, in da aktivno uporabljajo. In zdaj swipanje je dobra stvar zaradi tega, ker res pospešuje pač izbiro, res imaš feeling, kot da se igraš, bolj kot da nekaj resnega počneš in resno izbiraš. Hkrati lahko si pišeš, ampak ti ni treba, in glih to je to, kar te potem zadržuje na tej aplikaciji, da ti v bistvu si gor, ne rabiš se preveč investirati, imaš to možnost, če dobiš meč, da vsem se z nekom pogovarjaš z 1, 2, 3 osebami, ampak takoj, ko ti to postane preveč, ti lahko pač nehaš, gasneš aplikacijo, greš naprej nekaj drugega delati. In pol, ko priješ nazaj, spet jovo na novo, in ko so pri Tinderju uvedli swipe, to se mi zdi, da so res naredili pač en velik korak v tem, kako prepričati uporabnika, da ostane in uporablja, da je vseeno aktiven, ampak da nima tega bremena, jaz zdaj pa moram vzpostaviti kontakt z nekom. Ok, ja, lahko gledamo to kot breme, da nima tega bremena, lahko pa tudi kot to, da v bistvu itak jih ne briga, kaj boš ti s tem naredil, samo to, da te čim več časa zadržijo gor, ne? Ja, čeprav mislim za recimo problem, ki ga potem ima Tinder, če gledamo iz perspektive aplikacije. Problem, ki ga ima Tinder, je to, da ljudje se torej najdlje časa ostajajo na aplikaciji, ko swipajo. Potem, ko se pogovarjajo, imajo ta začetni pogovor, spoznavanje še vedno na aplikaciji, in potem pa najpogosteje grejo se nekam drugam pogovarjati. Na Instagram, na WhatsApp, na Messenger od Facebooka, in recimo seveda je v interesu Tinderja, da ostaneš na aplikaciji čim dlje časa, da se ne greš drugam pogovarjati. In to je tisto, kar si oni nekako
zdaj v zadnjem času, sploh pa odkar se je začela epidemija, si želijo z dizajnom, z nekimi drugimi funkcijami, recimo videokolom in podobno, želijo torej prepričati uporabnike in uporabnice, da ostanejo. Imajo pa težavo pri tem zaradi tega, ker je konotacija, ko uporabljaš Tinder, da je to izrecno seks app, torej da je to aplikacija, ki je namenjena spolnim odnosom, torej pač temu, da ti dobiš neko, da vstopiš v neko seksualno razmerje. In posamezniki, ki čutijo in posameznice, ki čutijo velik pritisk v teh primerih, potem raje grejo na neko drugo aplikacijo, recimo Instagram, kjer ne čutijo več tega pritiska. Potem je malo vse bolj sproščeno. Če si ti skozi na Instagramu, pol sam, kot da se čaka ta moment, kdaj se bosta dala dol, kdaj se bosta zmenila, da se gresta da dol, v tem primeru, a bomo primenjali pri tebi, odjebi pijačo, gremo pač se takoj da dol. In potem zaradi tega, ker je vedno ta nekak feeling ok, zdaj se to mora zgoditi in se bo zgodilo, raje greš na neko drugo aplikacijo, se pogovarja, da malo nekako pozabiš na to, da je to kao nek endgame. Pa je to ta endgame, je to cilj Tinderja ali to samo naš predsodek do njega? Mislim, to se je zgodilo potem s swipom, ker je v bistvu ta poenostavitev vstopanja v razmerja oziroma pridobivanja nekih zmenkov in pospešitev tega je v bistvu ustvarilo nek renome okrog Tinderja, da to služi izključno vzpostavljanju seksualnih odnosov. Mislim, da to je končni cilj Tinderja in oni so nekako imeli na začetku to idejo, ki je seveda jim pomagala, da pridobijo čim več uporabnikov, ampak je tudi ovirala, sploh če se pogovarjamo o oglaševalcih, ki so potem si želeli zakupiti ta oglaševalni prostor, bla, bla, bla. Torej se jim je malo backfiralo v tem smislu, ampak še vedno je ta predpostavka, da gre za nek hookup app. Zato potem verjetno tudi dosti uporabnikov sploh ne odgovarja na sporočila, ampak samo swipa. Anja Pogladič je punca, ki mi je pisala na Instagramu, je tudi delala magistrsko o Tinderu. Mi je napisala, da je ključen razlog, zakaj so ljudje na Tinderju, zato ker jim je dolg čas, ne? In se sprašujem, kako lahko leta 2022 nam je dolg čas toliko, da moramo swipati in scrollati in se mečati in potem še jamramo, da nikjer nobenega ne spoznamo. Mislim, zakaj potem ure in ure namenjamo aplikaciji, v katero sploh ne verjamemo, ker ni to absurdno. Ja, zdi se mi, da je mogoče, ko te pač poslušam, kako govoriš o tem, zaradi tega, ker še vedno pač to idealiziramo mogoče sam ta proces zmenkovanja in dejtanja in vstopanja v razmerja in razmerja sama in potem idealiziramo tudi, oziroma naša pričakovanja od te aplikacije so mogoče malo previsoka, če se tako izrazim. Zaradi tega, ker gre za neko intimno sfero življenja. Če pa bi primerjali to aplikacijo z vsemi drugimi aplikacijami, mogoče druge aplikacije ne jemljemo to resno in tudi nismo kritični toliko do njih, ker nas, ne vem, razočarajo. Ali tudi ne razmišljamo na ta način, da bi nas sploh lahko razočarali. Ne? Ja, sem res, ne? Če si na Twitterju boš pisal kakšne politične ideje, na Instagramu pač boš objavljal, kako se imaš fajn ali pa kakršnokoli pač promocijo boš ti hotel. Čim si na Tinderu ali pa na Bumblu ali karkoli, pa v bistvu ti razkriješ, da shit, nisi bil sposoben po teh tradicionalnih standardih najti partnerja ali kakršnega koli odnosa brez pomoči digitalnega medija in to se sklepa, kot da je to nek neuspeh. Ja, hkrati pa ti tudi razkrije, da je dejtanje, it's a messy game. A veš, ker ti tudi, ko greš ven, pač in ti pristopijo določeni tipi, tudi svašta povejo.
tudi so, a veš, ass-grabbing, ne vem, slabi pick-up line, a veš, ni idealno, pa tudi vedno si ne upaš pristopiti do druge osebe, ampak da ne bi bilo vse tako pač negativno. So ljudje, ki se povežejo, ki spoznajo svoje partnerje in partnerice na Tinderu, ki imajo pač neke zveze različnih oblik, od prijateljskih potem vezi, dobrih one-night standov, friends with benefits, ne vem, monogamna razmerja. Torej vse to se zgodi na Tinderu. Do vsega tega lahko pride. Mislim, ni tako, da se nikomor potem nič ne zgodi, noben ne spozna nobenega. Ljudje hodijo na zmenke konc koncev in pač pristanejo v zvezah, takšnih ali drugačnih. In mogoče pa Tinder na nek način pomaga ubijati in razbijati ta romantični, nedosegljiv, seveda, ideal, ki je še vedno ponotranjen v nas, ker se še vedno zelo dobro tudi prodaja. Ja, seveda se strinjam, krati pa to še ne pomeni, da gre za neko progresivno aplikacijo, torej, ki odpira vrata drugim oblikam, spodbuja neko seksualno revolucijo ali ne vem kaj. Zdi se mi, da vseeno prevladujejo še vedno te pač neke ustaljene norme in obrazci pač obnašanja, ki so zelo izjemno heteronormativni in kot sem že prej omenila, od tega moški se mora prvi javiti in podobno. Tako da ja, ampak ja, definitivno, kot si rekla, lahko bi se s tem strinjala, da razbija ta mit o tej neki idealni zvezi. Ampak zdi se mi, da tudi pri tem Tinder ni sam, da so nasplošno socialna omrežja omogočila, da se vzpostavijo pogovori o tem, kaj je v redu in kaj ni več v redu in kaj ne sme več biti v redu. In tudi, tako da upam, da pač vse te punce, ki dobijo pač neke nesramne ponudbe v inbox v Tinderu, da povejo pač, da ne, da jim to ni cool in ali pa da ne odgovarjajo ali pa karkoli. Ampak ko smo že pri slabih praksah mogoče in pri neodgovarjanju, je še en trend, ki je zelo povezan z aplikacijami za zmenke in sicer ghostanje. Ja. Čakaj, če prav razumem, ghostanje pomeni, da pač ne odpišeš, ali? Ja, ghostanje pomeni, da ne odpišeš oziroma da z nekom, s kom si že vzpostavila pač nek pogovor, da v bistvu prenehaš vso komunikacijo, da prenehaš vse fizične in psihološke vezi med vama in ti pri tem pomaga. Torej, to prenehanje komunikacije vedno prihaja iz ene strani, druga stran tega ne pričakuje, druga stran je še vedno v pričakovanju nadaljevanja neke komunikacije in to prenehanje komunikacije se zgodi naenkrat in ti v tem v bistvu pomaga tehnologija, zaradi tega, ker opravi neko nevidno delo zate, da tebi ni treba v bistvu ničesar povedati, da se ti ni treba ukvarjati s to osebo, z njenimi čustvi, s tem, da pač moraš nekaj negativnega izraziti. Čakaj, in v bistvu ti aplikacija pri tem pomaga, da spodbuja k ghostanju? Tudi na nek način, zaradi tega, ker obstaja ta možnost. Torej, mi si piševa in ti mi naenkrat nehaš odgovarjati in jaz vem, da to pomeni, da nisi več zainteresirana oziroma da nič ne bo. Pri tem seveda obstaja neka negotovost, recimo na moji strani, če govorim na enem primeru, če bi se mi dve pisali, torej obstaja neka negotovost na moji strani, ker ne vem, zakaj si me ghostala, kaj je bil problem, je problem v meni, je to nekaj, kar ti počneš, sem jaz nekaj narobe rekla, napisala. Hkrati pa to ne pomeni, da jaz tega ne bom naredila nekomu drugemu, ker zdi se mi, da so ljudje tako, bedim je, če kdo jih ghosta, sam hkrati bodo najverjetneje tudi oni
tisti, ki bodo gostali, a veš, to je ono, Bom kar ko prideš priznala. v Ljubljano, pa če ti ko ti ukrade bajk, to pomeni, da ti lahko naprej kraš. Se je to neka ta nepisano pravilo. Tega je ful in pol se vprašam, mislim, kaj to pove o naši generaciji oziroma o temu, da to tako brezbrižno delamo, lahko tudi po parkrat na dan. To pove, da uporabljamo tehnologijo. To je način komunikacije. Sej ne pravim, da ne bi bilo boljše, če bi si vsakič, ampak če ti pogledaš, ti si recimo, imaš ful dober dan in si tako, I'm ready for some action. In greš na Tinder in si ful pišeš, ful swipaš, si ful pišeš tipi. In zdaj si recimo, kar s 5 tipi si pišeš naenkrat. In zdaj si tako, zdaj ne boš se dobil, mislim, mogoče boš, če imaš ful dober dan, mogoče se boš. Sky is the limit. Ja, mogoče se boš, pa če imaš to srečo, da je prav vseh 5 hudih, you go girl. Seveda, recimo, potem se en dan je dober, naslednji ti ni več tako dober, pa se hočeš samo za enim dobiti, ne? Ampak tam so še 4, ki čakajo v vrsti in si tako, ne da se mi več z njimi ukvarjati in zdaj bi mogla vsakemu napisati, sorry, vse je bilo cool, vse se zdiš zanimivo, ampak mene mogoče nekdo drug zanima, it's not you, it's me, bla, 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 vsakič bi mogla imeti ta pogovor. Tleti pa tehnologija omogoča, da vseeno pošlješ neko sporočilo tem osebama, ne. Hrati ti pa ni treba ničesar napisati, zaradi tega, ker njim bo sporočilo vseeno jasno, ti nisi več zainteresirana. Sej mislim, sej razumem to in ful je bolj enostavno, ne, in tehnologija to omogoča, ampak kako se pa potem tista oseba na drugi strani počuti? Mislim, imam enega frenda, ko mi je rekel, že 10 dni nimam enega meča. Ne, sicer To je zdaj, to je že druga. Ampak tako, ne vem, če imamo sposobnost tako kar zignorirati toliko ljudi in to brez nekih posledic, vem, to se mi tako zdaj zdi, da mogoče mi postajamo vedno bolj tehnološki, ampak se mi zdi, da je to tako povezano s tem, da čutimo manj. Ne vem, mislim, se mi zdi, da je to samo posledica, da mi, naše generacije in generacije mlajše od nas, komunicirajo z vedno večjim številom ljudi. Mislim, recimo moji starši ali pa stari starši niso imeli toliko ene komunikacije z drugimi in zato tudi ni bilo potrebe potem. Zdaj pa je v takih primerih pa je res neverjetno tudi obremenjujoče, da si toliko pišemo in da se toliko je mečev in da je to komunikacija prek najrazličnejših omrežjih. Mislim, ne bom zagovarjala, da je to nek dober način reševanja, prenehanja odnosov ali kakorkoli. Ampak je eden od prevladujočih načinov in po mojem se ne bo razrešila ta situacija anytime soon. Veš, če to delamo na internetu, bomo tudi vedno, pomeni, da vedno več delamo tudi v real life. Prihaja do normalizacije, se strinjam, da in mobilne aplikacije za zmenke in druge socialne omrežja normalizirajo potem tak način komunikacije, absolutno. Kako pa nasplošno Tinder ali pa druge aplikacije vplivajo na posameznika ali pa na neko skupino ljudi ali pa na generacijo, ker sem prebirala tudi raziskave, da se velik odstotek uporabnikov počuti v bistvu bolj zafrustriranje kot neke polne upanja in v bistvu pusti neke take občutke praznine in nezadovoljstva, ko nehajo uporabljati aplikacijo. Ja, to obstaja, zdaj to je mogoče tudi povezano na splošno z nekim splošnim družbenim splošnimi družbenimi spremembami in pogoji, v katerih živimo. Težko si je predstavljati na splošno, se mi zdi neko boljše jutri, imeti neko upanje. Mislim,
seveda potem, če se znajdeš v taki situaciji, da ali nimaš mečev, ali da ti noben ne odpiše, ali da pač ti vsak, ki ti odpiše, ti napiše najslabšo stvar, ki si sploh predstavljala, nisi, to je zna biti kar naporno. Ampak večina ljudi pa, veliko uporabnikov in uporabnic pravi, da od tistih, s katerimi sem se pogovarjala, da v bistvu pridejo po nek ego boost na aplikacijo, da se prepričajo, da so ljudem všeč, čeprav ne verjamejo, da bodo dejansko koga spoznali ali pa da se bo karkoli takega zanimivega zgodilo, da vseeno pač dobijo neki od aplikacije in pol se zavejo, ok, jaz sem tukaj sem zaradi tega, pa jim je spet to bad, da, ko začutijo, da so, ker se jim zdi vseeno površno. Ampak so pa tudi ljudje, ki mogoče tudi neki uporabnice in uporabniki, ki dlje časa uporabljajo Tinder in ki so si že razčistili sami sabo, kaj hočejo, kaj so njihove želje in ful proaktivno pač iščejo točno to. So bolj uspešni. Pač ne, mogoče ne bolj uspešni, ampak bolj zadovoljni, recimo temu tako. Ja, ker če ne veš, kaj hočeš, ne? Ja. Ne moreš tega dobiti. Ali pa če nisi, recimo, če ti je težko handlati pač ta nek online prostor, če se ne znajdeš. V bistvu dobiš, kar želiš, ne? Ne rabiš se nobenemu prilagajati. Lahko danes menjujemo odnose kot obleke. Se mi zdi, da se tako začnemo vedno bolj zakaj bi se jaz komorkoli prilagajal, če se ne rabiš in se s tem tudi naša percepcija do odnosov nasploh ful spreminja. In se mi zdi, da tudi mogoče te aplikacije nam omogočajo neko mišljenje ali pa realno ti pokažejo v bistvu, tle je še ful ljudi, ki tudi v bistvu, še vedno je ful ponudbe. Ja. To definitivno pokažejo, ja. Za karkoli ti hočeš. Ja. Če pomislim na svojo nono, pač tako imela je enega moškega v življenju, ki se mu je popolnoma prilagajala in vse gradila z njim in to je bil njen pač primarni najbolj pomemben odnos v življenju. In zdaj, ko jaz kaj govorim tako o mojih prigodah in zmenkih in ona sem tako ne razume, ne dojema, kako toliko lahko probavaš in toliko poskušaš in je toliko možnosti. Je kar tako, spet nekaj ni prav. Ja, sem tudi, veš, ta kritika trenutnega časa in pogovarjanje o tem, kako je včasih bilo drugače in mogoče boljše, ker vedno se mi zdi, da imamo to neko nostalgijo po prejšnjih časih, razmerja, so lažje bilo vstopiti v razmerja, to so se kar povezali, ja, veš, enega je srečala in potem s tem do konca life. Vaški ples in je bilo gotovo. Ja, to ne pomeni, da je to nujno boljše, da so ta razmerja pač se oblikovala v dobrih pogojih, da so to pač, ne vem, bila dobra razmerja konc koncev. Nič nam ne pove, to način, kako so se ljudje povezali, koliko hitro so se povezali in koliko partnerov so imeli, nam še nič ne pove dejansko o teh zvezah. To, da ti vztrajaš do konca življenja v razmerju, tudi če je slabo to razmerje, mislim, pove samo to, da si vztrajen ali vztrajena. Ne pa, da delaš nekaj dobrega zase. Ali pa, da je pač pogoji družbeni, da so dobri, da ti omogočajo, da sploh izstopiš iz tega razmerja, recimo v primeru žensk. Če niso pač bile ekonomsko samostojne, je bilo ful težko, ne vem, v drugi polovici 20. stoletja ali pa v prvi polovici 20. stoletja pač kar iti z otroci, recimo, če nisi imela službe, če nisi imela podpore, družine, ločitev je bila nemogoča. Mislim, še danes je v nekih primerih, tako da to, da imamo možnost izbire, da imamo možnost reči ne bednim pick-up lineom in bednim razmerjem, to se mi zdi
kar napredek. Ne vem. Tako, in če znamo dobro in s pametjo uporabljati te aplikacije, so lahko čudovita pomoč pri raziskovanju novih mavričnih odnosov in spoznavanja ljudi v kakršnikoli obliki in času in načinu. Pač samo opušteno, jaz mislim. Pač upati si in tudi se hecati, ne preveč resno jemati, mogoče to celotno situacijo. Ja, in naj nas ne bo sram uporabljati to. To pa absolutno. Ne, ker kot si rekla mi zadnjič na pijači, če se vsi aspekti naših življenj razvijajo, zakaj se ne bi še ta? Ja, absolutno. Ok, Šiša, najlepša hvala, ker si prišla v Rožnato dolino. Še enkrat hvala za vabilo, res sem se imela dober, me veseli, da sem te spoznala. Jaz tudi tebe. Boš prišla še? Zmenjeno, definitivno. Zdaj grem pa še malo swipati. Srečno, vsem srečno. Šiša najdete na Instagramu. Šiša. No, in mene kot Katja GS, če imate kakršnakoli vprašanja, mnenja ali pa komentarje, če ne pa se slišimo čez 2 tedna. Fajn se imejte. Čau.